Jaz bom tako rekla, prijateljski odnos sva poglobila, ampak mene bolj zanima kaj konkretnega, pač to je to, prijateljski odnos, a smo zdaj kle se zaključimo pri tem ali se da še kaj narediti? To v bistvu vesta vidva. Jaz bi tudi vas to vprašal. Mi mislimo, da imata vidva ogromen potencial za eno čudovito ljubezensko zgodbo. Nas zanima, a sta vidva pripravljena iti po tej poti? Kaj pa bi mogla narediti? Spustiti razum in se predati srcu. To pomeni kaj? To pomeni, da se najbolj obstojne zveze, najbolj obstojni odnosi se zgradijo na nečemu, kar bi lahko definirali kot prijateljstvo. Se pravi, da se srečata dve identiteti in da se ena malo prilagodi drugi, druga malo prilagodi eni in začnete funkcionirati kot ena enota. Se pravi, da niste več vsak posameznik, ampak sta ena enota, ki sprejemata in predelujeta stvari, ki jih nudi okolje. In jaz mislim, da vidva že sta na nek način v takem odnosu. No, to, kar ste zdaj povedali, če smem. On se ful prilagaja meni. Jaz se pa manj, ne? Ja, jaz že jem vegetarijansko hrano, ona še pa ne meso. Aha, okej. Primer. Mogoče lahko dodamo, no? Da v bistvu pa niso vedno potrebni metuljčki, pa da smo nekako vzgojeni, da za začetek neke ljubezni so potrebni metuljčki. Ja, kar je v vedno jih bistvu pričakujemo. nekako mislimo, da mogoče ravno obratno. Da neka kvalitetnejša veza, partnerstvo, kar je Tim povedal, lahko prihaja brez metuljčkov, ki se razvijajo kasneje, ko se predamo. Janko, še imava šanso. Tako je. Jaz bi vprašal vas, strokovnjake, ne? Zakaj se medva nič ne kregama? Mogoče veste? Pa se res nič ne kregata? Ne. Se pravi, nimate nobene teme, okoli katere se ne bi strinjali. No, to so, a ne? Samo se ne kregava. Se pravi, jo postavita Jaz mu in se povem. en prilagodi. Ja, on se pa prilagodi. Jaz njej ali pa ona meni, kakor kdaj, ne? Okej, Ne. potem ste odgovorila na ta vprašanje. Jaz vseeno mislim, da vidva se ne zavedata, kako zelo se ujemata v stvareh, ne prepirata se, a ne? Tudi zato, ker sta že toliko zrela in toliko dala čez, da veste, da prepiranje ne prinese nič dobrega, bom rekla, samo slabo voljo in da se dajo stvari tudi pogovoriti in dogovoriti. Zato je pač potreben čas pa izkušnje. Dobri energiji sta res. Res je. Da si želimo trenutka, ko bosta to dojela. Ja. In nas zanima, kako sta se odločila za naprej. Pa dajmo Janko danes, zakaj in kako in kakšna je odločitev. Ja, jaz sem se odločil takole, ne. Zato, ker bom še počakal te metuljčke, ki še prihajajo. Sem se težko odločil, ampak sem se pravilno odločil. Lista ni notri. Ni? Ne. Ostanem. Ne boste še me Janko znebila. ostaja. Monija, bila tvoja odločitev kaj težja? Nisem spala celo noč. Ne, hecam se. Ne, moja odločitev ni bila nič težka. Kaj si želiš? Želim si preživeti še nekaj časa lepega z njim, zabavnega. Bomo videli, če bo kaj več. Okay. Zato ostajam. Super. Odlično. Hvala. Hvala.